K obstoječi razvejani mreži 11 javno dostopnih defibrilatorjev so v občini Lendava dodali 6 novih lokacij. Defibrilator, ključna naprava, ki lahko v primeru srčnega zastoja posamezniku reši življenje, bo sedaj na voljo tudi v Dolini, Donjem Lakušu, Trimlinih, Črntibi, Kapci in Dolgi vasi. Moje načelo in naše načelo je, da je največja vrednota človeka zdravje. Da pa to zdravje ohranimo, je pa to bistvenega pomena, da na tem tudi delamo prave korake. Vemo, da so obolenja kardiovaskularne narave največji povzročitelj smrtnih nezgod in da to tveganje tako rekoč zmanjšamo na najmanjšo raven, je tudi naša odločitev, da se v tem pogledu tudi vlaga v našo varnost, zdravstveno varnost, in smo že v preteklem letu v novembru naročili in tudi postavili 2 defibrilatorja, sedaj še 6, in s tem ne bomo končali, ampak bomo mrežo dostopnosti zmanjšali na najkrajši čas, da so defibrilatorji dostopni našim občanom za morebitne te srčne težave v najkrajšem možnem času. 6 defibrilatorjev v vrednosti okrog 18 000 evrov je dobavilo podjetje Medikop, ki bo po namestitvi teh po krajevnih skupnostih pripravilo tudi izobraževanja glede pravilne uporabe. Sam defibrilator spada v sam svetovni vrh, je eden redkih, kateri v bistvu omogoča defibrilacijo tako odraslega kot otroka. Skratka, ne rabite nobenih drugih elektrod, nobenega drugega znanja kot to, da vas v bistvu defibrilator z istimi baterijami, z istim načinom dela odpelje od otroka pa do odraslega človeka. Baterija ima dolgotrajno dobo 4 do 5 let brez težav in seveda tudi omogoča večkratno defibrilacijo. Aparat je mali, skratka enostaven za prenos, ima tudi noter GPS, če bi ga slučajno kdo ukradel, ga se ga lahko tudi sledi. In seveda, kaj je pa zelo pomembno, je pa to, da je za uporabo izredno enostaven. V bistvu navodila so v slovenščini, prijete do njega, ga vzamete ven in vas aparat v bistvu skozi te postopke pelje sam, druga ne rabite sam ga poslušati ali pa prebrati v bistvu, kaj na njemu piše. Seveda, ker ste na dvojezičnem področju, je slovenščina včasih lahko mogoče moteči faktor, vendar je pa seveda na drugi strani zopet vizualni prikaz in vsi, tudi če ne znajo slovenskega jezika, se bojo lahko skozi ta del prebili brez težav in seveda potem naredili delo maksimalno, koliko se da na človeku, kateri vašo pomoč potrebuje. Defibrilatorje so prevzeli predsedniki in podpredsedniki posameznih omenjenih krajevnih skupnosti. Vsi se strinjajo, da gre za veliko pridobitev. Gre za zelo koristno napravo, še posebej, če vemo, da so srčno-žilne bolezni pa odpovedi srca ena najvišjih vzrokov smrtnosti v Sloveniji. In menim pa, da je koncept, kakor je zastavljen, tako da najprej zmontiramo napravo, pa si izvedeš izobraževanje, zelo dober. Torej, ljudje morajo biti osveščeni o uporabi tega, morajo imeti znanje in seveda, glede na zelo razvejano mrežo in veliko instalacij tega, jaz mislim, da je to zelo koristna stvar in tudi zadeve so nameščene na mestih, ki so zelo lahko dostopne občanom. In jaz mislim, da nobena vas ni tako velika, da v 2-3 minutah ne bi mogli priti do te naprave. Zato res v imenu vseh predstavnikov krajevnih skupnosti iskrena hvala, gospod župan, in podpiramo še več takih projektov, ki so naložba za dobro vseh nas. Poleg javno dostopne mreže defibrilatorjev imajo v občini Lendava tudi nekaj takšnih, ki niso javno dostopni. To so na, bom rekel, območjih privatnih družb oziroma firm, ki imajo za svoje potrebe svojih delavcev in tudi mogoče za javnost, kar so že tudi povedali, in iz tega naslova tudi prosim, da kdo želi postaviti svoje defibrilatorje za potrebe širše javnosti, da se ne oglasi. Občina bo z veseljem tudi to zapisala in tudi objavila, saj vsaka taka gesta pomeni za nas dobrodošlico in se tudi zahvaljujem vsem podjetjem, ki se tudi
v okviru svojih poslovnih dogodkov zavedajo pomembnosti zdravja in življenjske ogroženosti svojih zaposlenih, pa seveda tudi naših občank in občanov. Ukolikor bo proračun to dopuščal, bodo morda še letos skupili dodatne defibrilatorje za preostale še nepokrite krajevne skupnosti občine Lendava.